Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji podcasta Odprto. Tokrat bomo zelo homey, domači. Pogovarjali se bomo o domu, o bivanju in stanovanjski problematiki, ki je danes zelo aktualen problem celotnega sveta. Današnja gostja je za izbrano temo idealna, saj se stanovanjsko arhitekturo, politiko in problematiko ukvarja že 2 desetletji. Je izredna profesorica na ljubljanski fakulteti za arhitekturo ter družbeno izjemno angažirana. S študenti arhitekture že 9 let izvaja program humanitarne pomoči v Afriki, kjer načrtujejo in gradijo šole, vrtce ter druge družbene stavbe. Pogovarjali se bomo z Anjo Planišček, prejemnico letošnje nagrade, častna članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. V dosedanjih podcastih smo spoznali, da je lahko prostor marsikaj. V osnovi pa je še vedno naš dom, naše bivališče. Zaradi tega je stanovanjska gradnja osnovna prvina, s katero se srečujemo v arhitekturi. Posledično pa je tudi načrtovanje kakovostnih in zdravih bivališč osnovno poslanstvo ter pomembna družbena naloga arhitektov. Na žalost so sodobni časi pripeljali družbo do stanovanjske problematike. Dom je izgubil na svojem pomenu in vrednosti. Bivanje postaja vedno bolj začasno in mobilno. Poznamo tako imenovane digitalne nomade, ki v popularni miselnosti popolne svobode lahko živijo kjerkoli. Povsem kontrastno pa je milijone ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove in se odpraviti na marsikdaj izjemno dolgo in naporno pot brezdomstva. Kako se tem spremembam prilagaja prostor in kako oblikujemo prostor, da bo kos tem spremembam? To sta ključni vprašanji, ki sta strani stroke, vsaj tako izgleda, prevečkrat zapostavljeni. Je to izraz pomanjkanja družbene angažiranosti arhitekturne stroke ali zmaga kapitala nad prostorom? Stanovanjska problematika je izjemno aktualna tudi v Sloveniji. Največji trn v peti je mladim, ki se težko osamosvojijo in zelo težko pridejo do svojega prvega stanovanja. Veliko pomanjkanje vlada tudi na področjih socialnih in najemniških stanovanj ter stanovanj primernih za starejše. Kljub številnim diskusijam in iniciativam se stvari z zunanjega pogleda razvijajo prepočasi. Pogrešamo več iniciative tudi s strani slovenske arhitekturne stroke, ki jih enostavno ni. Zakaj ne? S temi nič kaj lahkotnimi mislimi začenjamo današnji pogovor z Anjo Planišček. Anjo, pozdravljena. Zdravo. Leta 2016 je Pritzkerjevo nagrado za arhitekturo prejel Alejandro Aravena za svoje delo, s katerim se bori proti globalni stanovanjski krizi. Izbor je bil presenetljiv, saj se je prvič zgodilo, da je prevladala arhitektura s socialno noto. Je bila ta nagrada motivacija za ostale arhitekte, da začnejo tudi sami bolj poglobljeno iskati rešitve za stanovanjsko problematiko? Prvič bi rekla, da stanovanjska problematika ni glavni problem v njej arhitekturni, ampak je političen. Stanovanja niso dostopne običajno zato, ker države ne vodijo ustreznih stanovanjskih politik in arhitekti lahko pri tem zgolj pomagamo z nekimi idejami, ampak arhitekti smo predvsem izobraženi v smislu prostora, oblikovanja in zasnove prostora, medtem ko politiki so pa zadolženi za to, da vodijo politiko, ki bo v vsaki državi glede na njeno stanje, razmere, iskala neke rešitve za dostopna stanovanja. In Aravena je predvsem iskal rešitve za stanovanjsko problematiko v Čilu, kjer je doma. In v bistvu je s pomočjo ne zgolj arhitekturnega znanja, ampak tudi, kako ne rečem, širše družbene in politične akcije uspel v sodelovanju z Kopekom, to je eden od največjih naftnih trgovcev oziroma podjetij v Čilu, v bistvu zasnovati izvesti neke rešitve, ki so bile primerne za tisti čas in za razmere v Čilu. Tako da bi rekla, da posploševati, da arhitekti lahko rešimo stanovanjsko vprašanje, ni ustrezno. Jaz mislim, da tukaj mora priti do spremembe v razmišljanju politike in politike so tiste, ki so zadolžene
za to, da vodijo stanovanjsko politiko, ki omogoča vsem ljudem dostop do stanovanj na različne načine. V Sloveniji se s stanovanjsko problematiko ukvarjajo predvsem študentje in razne neprofitne organizacije. Od uveljavljenih arhitektov in birojev je mogoče zaznati le minimalno zanimanje za to tematiko. Zakaj meniš, da je temu tako? Mogoče ravno zaradi tega, kar si že v prejšnjem vprašanju omenila? Ja, točno to. Ne bi rekla, da smo arhitekti tisti, ki se ne ukvarjamo s temi problemi, ampak gre za politiko, ki se ne ukvarja s temi problemi. Zato, ker arhitekti, kot sem že rekla, mi bomo lahko prispevali s svojim znanjem o prostoru. Predvsem jaz tukaj vidim možnost našega delovanja. Vse, kar gre preko tega, seveda tudi možno, ampak gre, z naše strani, jaz mislim, da gre bolj za opozarjanje problematike, za iskanje morda nekih novih modelov, ki jih poznamo iz tujine, ki so uspešni, ampak v končni fazi, dokler bo stanovanjska politika vsaj v naši državi tako pasivna, kot je, oziroma je bila zadnjih 22 let od osamosvojitve, vodilno vlogo na tem področju ima stanovanjska politika. Arhitekti pa lahko prispevamo s svojim prostorskim znanjem in znanjem, ki ga pridobimo na osnovi nekih izkušenj uspešnih modelov v tujini, kot so na primer neki neprofitni modeli stanovanjske preskrbe, stanovanjske zadruge in podobno. Ampak bistven korak pri tem mora narediti politika. Po celotni državi je vzniknilo že kar nekaj pobud za ustanovitev stanovanjskih zadrug. Tudi sama si vpletena v te iniciative. Ali lahko mogoče na kratko opišeš, za kakšen koncept gre? Stanovanjske zadruge so v bistvu model, vsaj ta, za kateri si prizadevamo uvedbo v zadrugatorju, gre za model najemnega stanovanjskega zadružništva. Se pravi, da gre za iniciativo skupnosti ljudi, ki se združi v zadrugo in ki na skupnosten način, se pravi kolektivno, reši stanovanjski problem. Ampak gre za v bistvu zasebno iniciativo, ki pa v sodelovanju za javno podporo po obliki bodisi dostopnosti do zemljišč, do ugodnih kreditov, do poroštev in tako naprej, zagotavlja, da ta zadruga lahko zgradi stanovanja, ki jih potem oddaja po dostopni najemnini. Se pravi, najemnini, ki je osnovana ne na profitu, ampak na poplačilu dejanskih stroškov, ki nastanejo z gradnjo in vzdrževanjem stavbe. Se pravi, to na kratko bi bil ta model, gre pa v bistvu res pri tem mora biti vzpostavljeno tesno sodelovanje z javnim sektorjem in zasebnim, ker zadruga v končni fazi dejansko prihaja kot iniciativa iz zasebne strani. Zakaj meniš, da se stvari premikajo počasi, če se, ne vem, kakšen občutek imate vi, ampak zakaj se mogoče takšen koncept pri nas ni še močneje uveljavil? S kakšnimi težavami se vi srečujete pri tem? Predvsem je to stanje v Sloveniji nevzdržno, zato ker je stanovanjska politika osredotočena na lastništvo. Se pravi, na zgolj en tip stanovanjske preskrbe. Najem je potisnen popolnoma na obrobje in vse, kar se tiče tržnega najema, ki ne dosega niti 2% stanovanj, je potem z uvedbo spletnih platform v bistvu postal tovrstni najem še bolj nedosegljiv večini ljudi. Po drugi strani skladi, ki so zadolženi za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj, ne zgradijo dovolj stanovanj in dejansko je stanje izjemno slabo, zato ker do lastniških stanovanj, se pravi do nakupe stanovanj, ko se gradi premalo, ljudje enostavno ne morejo več dostopati. Se pravi, na eni strani imamo problem ljudi, ki ne uspejo, ne zmorejo kupiti stanovanja, in na drugi strani se pa glede na to, da imamo izjemno, kako ne rečem, nizko gradnjo v smislu števila zgrajenih stanovanj, produkcije. Na drugi strani imamo pa izjemno stara stanovanja. Se ima manj novih stanovanj, izjemno stara stanovanja, ki so bile zgrajena večinoma v času socializma. In veliko ljudi, ki pa je lastnikov teh stanovanj, se danes ob vse nižjih pokojninah
sooča pa z problemom vzdrževanja teh stanovanj. Se pravi, imamo vrsto problemov, ki izvirajo iz nedovoljšne akcije politike na področju stanovanjske oskrbe. Se pravi, medtem ko drastično primanjkuje nekih dostopnih stanovanj, se gradi pretežno luksuzna stanovanja. Ta so nekako luksuzna le v teoriji in po tehnološki plati, prostorsko gledano pa so ponavadi precej povprečna. Zakaj meniš, da arhitekturno oblikovanje ni prepoznano kot dejavnik, ki ustvarja ta luksus? Ja, danes, če gledamo statistike, predvsem v Ljubljani, vidimo nek trend, ko pravzaprav se gradi izjemno malo stanovanj in ko pogledamo velikosti teh stanovanj, vidimo, da gre za stanovanja, ki so velika preko 90 kvadratnih metrov. Se pravi, avtomatično nekako mi to poimenujemo luksus. Čeprav ne gre niti za luksuzno, kako naj rečem, bogato oblikovanje prostorov, gre pa vsekakor za to, da so običajno ta stanovanja grajena na dobrih lokacijah. In že iz tega vidika developerji, večinoma gre za zasebne investitorska podjetja, špekulativno nastavljajo visoke cene, ker stanovanje je še vedno premalo, se jih gradi premalo. Jaz mislim, da v naslednjih 2 letih se jih bo zgradilo precej več, vsaj v Ljubljani. Cena verjetno se bo nekoliko uravnotežila, ampak glede na potrebe to še vedno ne bo dovolj. Ampak v glavnem, ko govorimo o luksuzu, tukaj ne govorimo o prostorskem luksuzu, ampak jaz bi rekla čisto špekulativnem luksuzu, ki ga pač pogojuje to, da se stanovanj zgradi premalo in da te, ki se zgradijo na lokacijah, ki so centralne, ki so drage in pri katerih v bistvu imajo profit predvsem investitorji. Ker niti težko govorimo tudi, ne vem, če gledamo, kar me pravzaprav precej zjezi, ko gledam, iz katerih materialov se te gradnje gradijo, večinoma gre za beton. In če danes razmišljamo v današnjem času o gradnji iz betona, mislim, da je to predvsem nek izraz nespoštovanja in nerazumevanja okoljskih sprememb, ki se dogajajo. Moramo vedeti, da pač beton je en izmed gradbenih materialov, ki najbolj onesnažuje okolje. Tako da se pravi gradimo luksus, po drugi strani ta luksus ne zgolj špekulativno vpliva na dostopnost stanovanj, po drugi strani še onesnažuje in poglablja okoljsko krizo. Ja, in ne nazadnje bi tudi neka arhitekturna kvaliteta prostora mogla biti uporabljena tudi za socialna stanovanja, ne samo za neka nadstandardna, elitna stanovanja, ampak za vse ljudi. Ja, seveda, jaz mislim, da dostopne stanovanja, kakovostna stanovanja morajo biti dostopna vsakomur. V nasprotju z nadstandardnimi stanovanji socialna gradnja v prvi vrsti ni namenjena profitu, kar nekako tudi otežuje njihovo realizacijo. So se pri financiranju socialnih gradenj razvili kakšni novi finančni modeli? Kako to deluje na projektih, ki jih izvajate v Afriki? Moramo vedeti, da gre za zelo različne stvari. To, kar delamo študenti z fakultete za arhitekturo v raznih afriških državah, v tem primeru gre za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. In socialni projekti v našem okolju, v Sloveniji ali pa v Evropi ali pa recimo temu v bolj razvitem ali bogatejšem delu sveta so pa načrtovani drugače. Tako da jaz bi tukaj rada ločila dve vrsti projektov, ki nista enaki. Za financiranje projektov, razvojnih projektov in humanitarne pomoči obstajajo fondi, mednarodni fondi. Predpogoj tega pa je Milenijska deklaracija in zaveza članic organizacije Združenih narodov, da prispevajo k reševanju problemov v revnejših predelih sveta, da prispevajo določen delež bruto domačega proizvoda. In to je dogovor, to je mednarodni dogovor in projekti, ki jih mi izvajamo v afriških državah, so vezani predvsem na to deklaracijo in na financiranje, ki prihaja iz razpisov,
ki so namenjeni reševanju teh problemov. Medtem ko se če smo tukaj zelo konkretno v Sloveniji osredotočimo na stanovanja, se pa zaenkrat žal še niso vzpostavili neki novi načini financiranja vsaj stanovanjske gradnje. Borimo se za vpeljavo zadružništva, ampak tukaj gre za celosten model, ki bo potreboval, jaz mislim, da par let, da se bo zagnal. Zato, ker zaenkrat ni ne finančnih mehanizmov, ne ugodnosti. Banke so relativno rigidne, slovenske so precej konzervativne, kar se tiče dajanja kreditov za stanovanjsko gradnjo, in treba bo spodbuditi dejansko politiko, da bo aktivno pristopila k temu in spodbudila tudi banke in naprimer tudi pokojninski sklad oziroma združenja, organizacije, ki imajo lasten kapital, da začnejo podpirati neprofitno naravnano stanovanjsko gradnjo. Bi mogoče izpostavila tako kakšen projekt iz tujine ali pa kakšen način, kako v tujini se tega lotevajo? Ja, tukaj sta dva modela, iz katerih se poskušamo učiti. Seveda dunajski model s 100-letno tradicijo je nekakšen vzor stanovanjskih politik v Evropi. Potem je tukaj švicarski model stanovanjskih zadrug, ki je izjemno uspešen. V Švici namreč zavzema neprofitna najemna stanovanjsko zadružništvo, zavzema skoraj četrtino stanovanj in stanovanjske preskrbe. Kot tretji primer, mogoče zdaj, ki se v zadnjih letih vzpostavlja z socialistično vlado v Barceloni, je pa tudi stanovanjska politika mesta Barcelone, ki je začela izjemno aktivno posegati na to področje z vzpostavljanjem stanovanjskih zadrug in drugih neprofitnih oblik stanovanjske preskrbe. Projekt Streha za vse, kjer se ukvarjate z izboljšanjem življenja v nerazvitih predelih sveta in gradite družbene stavbe, velja za izjemno pozitivno zgodbo. Ali ste kdaj razmišljali, da bi podobne projekte izvedli doma? Kakšne vsebine bi bile za projekte aktualne pri nas? Smo že precej delali tudi v Sloveniji, ampak kot sem rekla, projekti v Afriki so razvojno-humanitarne narave in imajo svoje zakonitosti. In velikokrat ljudje vprašajo oziroma komentar, zakaj počnemo take stvari, je velikokrat očitek, zakaj pa v Sloveniji ne počnete tega. V Sloveniji počnemo to drugače, ker ne moramo na isti način, ker niso isti problemi in v bistvu iščemo druge rešitve in druge možnosti delovanja. Je pa res, da vkolikor se osredotočimo na projekte v Afriki, so to pravzaprav eni zahtevni projekti, ki trajajo leto ali še več. In v Sloveniji smo do zdaj uspeli pomagati slovenski filantropiji, nevladni organizaciji, ki se ukvarja z vrsto socialnih projektov, in za slovensko filantropijo smo skupaj z njihovimi člani, skupaj z migranti, za katere tudi oni skrbijo z raznimi aktivnostmi, smo uspeli prenoviti hišo na Viču, kjer zdaj ta organizacija deluje. To je bilo še v času, ko sem bila asistentka pri profesoru Vodopivcu. In dejansko smo skupaj študenti in ostalimi prostovoljci s nekaj delovnimi akcijami do neke mere uspeli začeti prenovo hiše, ampak dejansko so pa pri nas gradbene dela precej bolj zahtevna in vključujejo precej več drugih strok, se pravi od inštalacij, od strojnih inštalacij, elektroinštalacij. Skratka, precej bolj kompleksne so tovrstne prenove in zahtevajo znanje tudi drugih strok. Zato jih enostavno študenti ne uspemo izvajati v taki meri, v kakršni bi jih radi izvajali. Po drugi strani smo pa naprimer tudi ampak recimo temu postavili v azilnem domu na Kotnikovi ulici, smo v centru, kjer so predvsem moški migranti, zgradili dnevno sobo, družbeni center, ki v bistvu ponudil prebivalcem azilnega doma
neko možnost, da se družijo, da izvajajo športne aktivnosti in neke kulturne aktivnosti. In to smo študenti uspeli postaviti, mislim, da je bilo par let nazaj. Tako da ni res, da ne izvajamo teh projektov v Sloveniji. Mislim, da tudi v precej drugih seminarjih na naši fakulteti jih izvajajo. Ampak ti projekti so predvsem vezani na neko manjše merilo. Nekaj, kar študenti dejansko zmoremo v tem okolju s takimi predpisi, ki veljajo, ustvariti. Poklic arhitekta je v naši družbi trenutno podcenjen. Vseeno pa se nekako še vedno smatra, da je najem arhitekta nekaj prestižnega. Borimo se s prekarnostjo in nizko vrednostjo svojega dela. A projekti kot na primer Streha za vse kažejo na inovativno reševanje družbenih problemov, torej arhitekti lahko nudijo nek družbeni servis. Zakaj arhitekti nismo bolj glasni in aktivni v teh debatah? Mislim, da je predvsem problem v tem, da arhitektov je precej. Mladih arhitektov je tudi zelo veliko, ker jih vzgojimo na naši šoli, bom rekla, preveč. In jaz mislim, da prvi pogoj za kakršnokoli delovanje v družbeni smeri je, da ima mlad arhitekt ali recimo temu študent arhitekture še možnost preživetja. Se pravi, da možnost, da dobi prvič dostojno službo, da ima dostojno bivališče in šele potem bi jaz rekla, ko je ta osnovni pogoj izpolnjen, jaz mislim, da se lahko posveti tudi reševanju problemov drugih. Tako da bi rekla, ne bi rekla, da so mladi pri nas ali mladi študenti ali mladi diplomanti arhitekture, da se ne zavedajo družbenih problemov. Jaz mislim, da se jih, da tudi na fakulteti jih poskušamo z njimi soočati. Iskanje možnosti za rešitev je pa, jaz bi rekla, predvsem res odvisno od pogojev neke osnovnega preživetja za vse mlade, ki zapustijo fakulteto. Načini delovanja so mogoče bolj danes uspešni, če se mladi strokovnjaki združujejo v kolektive, povezujejo z drugimi strokami, zato ker, če govorimo o družbenih problemih, imajo običajno, so povezani tudi z drugimi strokami kot z arhitekturo. In jaz mislim, da arhitekti v sodelovanju, sociologi, urbanisti, filozofi lahko mogoče mnogo bolj uspešno naslovimo probleme kot samo arhitekti. Kaj bi priporočala mladim arhitektom, ki se zavedajo družbenih težav in bi se želeli z njimi resneje ukvarjati? Morda tako, kot sem rekla, da se je treba začeti povezovati z drugimi strokami in morda se lotiti teh projektov na malo bolj, ko naj rečem, iznajdljive načine. Se pravi, iskati neke razpise, prepričevati politiko, da namenja reševanju teh problemov več sredstev. Nekih bolj konkretnih nasvetov pa nima, zato ker običajno se tovrstni projekti dejansko rešujejo z inovacijami. Z inovacijami v razmišljanju, v iskanju sredstev, v delovanju, povezovanju. In tukaj nekega točnega recepta ne bi vedela. Predvsem tudi v participaciji, bi rekla, v sodelovanju z ljudmi, ki se jih te problemi tičejo, predvsem v povezovanju različnih znanj. Anja, hvala za pogovor in srečno pri nadaljnjih projektih. Hvala. Poslušali ste podcast Odprto, prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zavzemajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.